Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Saj bi rekel, znova zanimiva tema. Oddaja je bila na sporedu 23.12. tik pred Božičem ob izteku leta 2024. Moja želja pa je, da si ogledamo tudi sicer, kadar zaključujemo, kadar se morda izteka neko obdobje v našem življenju, odnos, navada, ali tudi sicer si želimo nekega globjega pogleda v sebe, nekih odgovorov, nekih smernic, nekega pregleda preteklosti. Namreč pravzaprav z vaše strani velikokrat dobim to vprašanje. Kako naj ocenim svoj napredek? Kako naj sebe iz preteklosti primerjam s seboj v prihodnosti? Kako pravzaprav v resnici zaključujemo? Tega nas ne učijo v šoli in to je en zelo pomemben korak. Stvari je najprej potrebno zaključiti, preden pričnemo z nečim novim. Običajno je to resnično novo leto, ko vsi že od oktobra naprej poslušamo in beremo, kaj prinaša naslednje leto in se nam venomer nekam mudi. Tudi sama imam občutek, da je ravnokar bilo novo leto, 2021 recimo. Marsikdo mi isto pravi, je ponedeljek, je petek, vikend nam zgine in tako se obrnejo tedni, meseci in leta. Ni odveč, sem ter tja si namenoma vzeti čas za to, da se pogovorimo sami s seboj, da pregledamo, kaj se nam je sploh zgodilo, kje smo bili in kam pravzaprav želimo priti. Tako da, temu se bomo posvetili v tej oddaji. Jaz vam predlagam, da si ne belite glave z odgovori. Ni napačnih odgovorov, ste vi. In včasih, ko ne vemo, katero vprašanje bo padlo, naš se nekako s tem razoroži. Zato nekolikokrat tudi malo menjavam teme med seboj namenoma. Se pravi, ta vprašanja, ki jih bom tudi jaz zdaj brala, lahko dobite v PDF-ju, link je spodaj, na moji spletni strani je objavljen, točno ta PDF, za takrat, ko se boste pa želeli usesti, pa mogoče si ga sprintati, je prostor za odgovore, namenjen tam, tudi zraven že predviden in si boste resnično vzeli čas in boste pisali. Ljudje smo si različni, jaz osebno recimo včasih lažje pišem, včasih lažje zrem v nebo, poslušam in razmišljam, ali sem v banji, zdaj je zunaj sneg. Torej, dragi moji, naredite tako, da bo za vas najbolje, jaz pa predlagam, da te pristope malo miksate. Zdaj bi predlagala, da gremo čez tale vprašanja in da enostavno samo prisluhnete, kaj je tisto prvo, kar vam pride na misel, brez analiziranja, analiziramo lahko kasneje. Če želite, vstavite video zdajle in pejte si po papir in si zapišite te prve misli, ki vam pridejo na misel. Če si boste vzeli pa še malo več časa, pa predlagam, da najprej downloadate PDF in potem, kar po temu PDF-ju odgovarjate, medtem ko poslušate mene. No, pa pejmo. Ne glede na to, torej, ali govorimo o letu 2024, ki se izteka, ali morda zaključujete šolanje, mogoče službo, mogoče razmišljate o neki večji spremembi, ali kot sem prej rekla, tudi sicer jaz mislim, da neka inventura, neka refleksija, neka introspekcija je vedno dobrodošla, tako da jaz priporočam, da si to vrstno vprašanje ali vsaj nekaj vprašanj postavljamo kar na nekaj mesecev, pol leta. A šmo? Pa šmo, pa pejmo. Kateri trenutek tega leta oziroma tega obdobja je bil najbolj nepozaben? Kaj je bilo tisto, kar vam prvo pride na misel, da bo resnično ostalo z vami do konca vaših dni, resnično bo nepozabno, in jaz včasih pošalim, tega se bom spomnila pa še v naslednjem življenju. Kaj je bilo tisto, kar se vam je utrnilo zdajle? Ne glede na to, ali je bilo pozitivno ali negativno. Kateri so bili največji izzivi, s katerimi ste se soočili? Kaj je bilo najtežje tega obdobja? Tisti, ki želite kopati dlje, se vprašajte, kateri so bili najtežji izzivi pravzaprav že od našega rojstva naprej. Ste jih premagali? Ste zadovoljni z načinom, s katerim ste se spopadli s temi izzivi? Tukaj bo verjetno več različnih odgovorov, kajti izzivov je veliko, z nekaterimi smo opravili z levo roko, pa mogoče jih danes niti zato več ne prištevamo med izzive. Nekateri morda so še vedno pred nami, zato morda ni napak pregledati način, s katerimi se soočamo z njimi in ta pristop morda malo prešaltati, spremeniti. Ste ponosni na sebe? Jaz upam, da ste tukaj vsi rekli, ja, tak velik ja. Kaj bi svetovali nekomu,
kogar so doleteli podobni izzivi, se pravi nekdo, ki se sooča z neko situacijo, težavo, problemom, izzivom, s katerim ste se vi že srečali, kaj bi tej osebi svetovali. Malo lepša tema. Katere nove veščine ali znanja ste pridobili v tem času ali izpopolnili? Včasih denimo smo v nečem dobri in potem se nam ne zdi nič posebnega to, da nekaj obvladamo. Včasih se nam tudi ne zdi potrebno, da negujemo neke sposobnosti, se pravi, malo smo naučili, da greš v šolo, diplomiraš, doktoriraš, magistriraš in potem kar vse znaš in mogoče včasih tudi pozabimo obnavljati znanje in definitivno znanost napreduje, marsikaj, kar so nas učili v šoli, tudi danes ne velja več. Če ste se izpopolnili, izobraževali, se naučili, bi dejali, da ste zdaj bolj samozavestni. Drugo področje. Kako ste čustveno rasli v tem času? V kateri smeri je šel vaš čustven razvoj, čustvena zrelost? Kakšna sploh so bila čustva tega obdobja? Ste bili zelo emotivni, manj emotivni, nekoliko otopeli, se je to spreminjalo, nihalo? Ne želim vam polagati odgovore v usta, zato bom zdaj nehala in bom vprašala naslednje. Kaj pa duhovno? Kako ste skrbeli za svoje poslanstvo? Kako ste skrbeli za tisto področje življenja, ki ga jaz imenujem darilo človeštvu, se pravi vaše poslanstvo, vaša nekako naloga, darilo, ki ste se ga vi izbrali, da ga boste z energijo, ki ste svetu naprej predali. Nova tema. Katere odnose ste poglobili v tem času, kateri odnosi so se okrepili, poglobili, postali bolj trdni? Kako ste negovali te odnose? To verjetno se ni zgodilo čez noč ali slučajno. Tukaj bom še malo počakala. Katere odnose pa ste morda zanemarjali? In v katerih odnosih ste se morda oddaljili, jih celo prekinili? Včasih se oddaljimo nenamerno, včasih je resnično tempo življenja tisti, zaradi katerega morda nekoga leto, 2, 3 ne vidimo, pa se potem srečamo, pa se pogovorimo in imamo občutek, da kar čas vmes ni minil in je nivo zaupanja, pristnosti, varnosti še vedno isti. Včasih pa ravno obratno z osebami, s katerimi se srečujemo vsak dan, se morda ne počutimo tako zelo upoštevani, varni, sprejeti, ljubeči, kajti vsak dan tudi nismo najbolj dobre volje. Zdaj, če srečamo nekoga, ki ga nismo videli 5 let, čeprav imamo morda zelo slab dan, bomo verjetno svojo komunikacijo prilagodili tej priložnosti. V nasprotju s tem, da če se z nekom videvamo vsak dan, sploh če se govorimo o naših partnerjih, kjer pa potem to slabo voljo včasih tudi ne stresamo. Tako da samo malo v razmislek tudi to. Kakšen je bil največji nauk na področju odnosov v tem času? Kaj je tisto, kar ste najbolj resnično pri sebi ponotranjili, ugotovili, sprejeli, prepoznali? In seveda brez tega vprašanja pa ne gre. Kakšen je bil vaš odnos do vas samih v tem času? Ste bili potrpežljivi, ste se do sebe obnašali, kot da se niste sami s seboj srečali že 5 let, ali ste slabo voljo tiščali vase, se morda kritizirali? Kakšen je bil odnos, ki ste ga vi gojili do sebe? Je bil spoštljiv? Je bil tak, da vas je bodril? Je bil nežen? Je bil ljubeč? Ste mogoče sami sebi dajali potuha in iskali izgovore? Vsega Boga počnemo sami s seboj, absolutno. No, zdaj pa eno malo bolj splošno vprašanje, da si malo oddahnemo. Ali so bili trenutki popolne sreče ali miru prisotni v tem času? In seveda kdaj? In morda si tukaj vzemimo minutko, da kar zaplavamo v te občutke sreče in miru. In če mogoče v tem konkretnem obdobju jih ni bilo, zaplavajmo nazaj v tisti čas, ko smo bili srečni ali pa najbolj srečni, izpolnjeni in mirni. Katere napake so vas največ naučile? Ne glede na to, ali govorimo o preteklem dnevu, tednu, kateremukoli času, zelo dobrodošlo vprašanje je to, česa smo se naučili. Vi veste,
tisti, ki mi delcata sledite, da gremo vsako leto z indijanskimi organizacijami na COP v Združene narode, borimo se za pravice matere zemlje, za boljše stanje okolja, za človekove pravice, predvsem indijanske človekove pravice, ki so zelo zatirane v vseh 3 kontinentih. In tam imamo navado ob koncu dneva, nas vedno nekdo od starešin vpraša, katere lekcije ste se naučili danes, kaj bi lahko naredili bolje in kaj ste naredili dobro. Se pravi, kaj je bilo mogoče tisto, kar ste videli nekje drugje, pri kakšni drugi skupini, drugi organizaciji, kar ste zaznali, mogoče pri drugi osebi, kar vas je navdihnilo, kar se vam zdi v redu, kar bi želeli s seboj ponesti na konstruktiven način in vplesti v svoje življenje, se pravi, katere pluse ste zaznali danes in katere minuse, kaj ste se iz tega naučili. In jaz mislim, da če bi vsak dan zvečer si vzeli trenutek časa za to, da bi razmislili na hitro, čeprav včasih se je fajn tudi poglobiti v ta vprašanja, da bi tudi naslednji dan mogoče krenili na pot življenja malo bolj ali drugače pripravljeni. Katere knjige, podcasti, vsebine so vas najbolj pritegnile? Kaj je bilo tisto, kar vas je najbolj zanimalo? Za nekoga bo to glasba, za nekoga bo to šport, za nekoga bo to ples, za nekoga bo to pa resnično bolj duhovno, osebnostno, čustveno zrelostno usmerjene vsebine. Kaj je bilo tisto, čemer ste pravzaprav v resnici namenili največ časa? In kaj je tisto, kar vas je najbolj zanimalo? Kako so se razvijala vaša duhovna prepričanja ali praksa? Če govorimo o duhovni plati življenja, kaj je tisto, kar je pravzaprav zaznamovalo duhovni del vašega vsakdanja? Kje ste mogoče to, v kar verjamete, negovali, čemu ste namenjali čas? Tukaj lahko govorimo konkretno o veri, o tem, da ste šli na mašo, da ste šli na romanje, da ste prebrali Biblijo, da ste proučili Staro zavezo, oziroma karkoli drugega vi smatrate kot duhovno plat vašega življenja. Koliko časa ste aktivno namenili temu področju? Koliko časa ste si resnično za to vzeli? Če smo iskreni, na mašo tudi lahko gremo pa vmes maštamo, si domišljamo nekaj drugega. No, in še eno vprašanje. Kaj pa se bo vpisalo v knjigo karmičnih zapisov? Se pravi, kaj pa je tisto, kjer pa smo pogrnili? In tukaj želim poudariti to, kar mislim, da čisto vsakič povem, vsi smo že delali napake, vsi imamo za seboj izbire, besede, odločitve, scenarije, na katere nismo ponosni in po vsej verjetnosti, ker smo živi, bomo še kdaj naredili kakšno napako. Pomembno je, da si vzamemo čas, da napako prepoznamo, da se z nje naučimo in da sebe namontiramo, naštelamo drugače. No, in tukaj me zdaj zanima še, kaj ste v tem času opustili, ker vam ni več služilo oziroma ste prerasli. Se pravi, kaj je tisto, kar je nekako svojo lekcijo, svoj namen izživelo v vašem življenju, kaj je tisto, kar je nekako zvodenelo v tem obdobju. Zakaj ste najbolj hvaležni? Tukaj pa upam, da bo kar bruhalo van iz vas, kaj je tisto, za kar ste najbolj hvaležni v tem obdobju. Kako ste prakticirali odpuščanje, sočutje sebi in drugim? Zato me zanima tudi, ali bi dejali, da ste bili strpni. In tukaj bi omenila, da včasih se morda ne zavedamo, da kakšna naša beseda, komentar, gesta druge osebi morda ne deluje prijazno in potrpežljivo, mi pa morda menimo, da smo bili vljudni in taktni. Se pravi, tukaj mislim, da bi vsi morda lahko bili v vsakem trenutku čuječi, nočem reči, da niste, da samo neko nežno opozorilo, da včasih smo prehitri v izbiri besed. Se pravi, kako ste prakticirali odpuščanje tudi sebi? Ste sami sebi kdaj rekli oprosti, da ste si rekli, da ste kreten, da ste neumni, da ste počasni, da ste nesposobni in tako naprej? Ali sami sebi kdaj rečete oprosti? Katere meje ste postavili v tem času in kako so te meje izboljšale vaše življenje? Vemo, da leto 2022 je prineslo veliko izzivov točno na tem področju in tudi leto 2024 je bilo podobno v smislu toksičnih odnosov, v smislu postavljanja mej in lastne vrednosti. Zato si tukaj kar vzemite čas in razmislite o tem vprašanju. Mi pa gremo že kar naprej. Ste postavili mejo tudi sebi in bili disciplinirani? Kajti pravzaprav postaviti mejo včasih slišimo samo tako,
samo v kontekstu, da drugi osebi rečemo ne. Včasih moramo tudi sebi reči, ne, stari moj, ne 6 pirov, pa ne, stara moja, ne zdaj celega čipsa. Se pravi, ali smo mejo postavili tudi sebi in bili disciplinirani. To recimo se najbolj pozna pri zdravih navadah. Ok, še malo zadihajmo. Katere teme so se najbolj pogosto pojavljale v vašem življenju v tem času? Ne glede na področje, ne glede ali so to odnosi, ali je to služba, ali je to, ne vem, obilje, denar, finančne težave, zdravstvene težave, ali čudovite izkušnje, ki ste jih imeli na vseh teh področjih. Katere teme so bile najbolj pogoste, so bile najbolj v ospredju? Tako boste nekako začutili, česa se je vaša duša učila in kaj je tisto, kjer je potrebno mogoče poseči tudi po kakšni knjigi, na svetu, se malo več posvetiti osebnostni rasti. Ste ostali povezani s svojo najbolj avtentično različico sebe. Včasih se nam zelo mudi v življenju, včasih pozabimo za sebe skrbeti, včasih smo pod pritiskom, smo pod stresom, včasih smo na frišno, na polno zaljubljeni, pa sebe spet malo pozabimo. Se pravi, ali ste v vsakem trenutku nekako resnično bili svoja najbolj avtentična različica sebe. In če tukaj težko najdemo odgovor, se najprej vprašajmo, kaj ta različica, kaj ta varianta, kaj ta oblika nas sploh je. Kako ste izkazovali prijaznost ali sočutje drugim? Kako ste pokazali svojo naklonjenost, pozornost, vljudnost, prijaznost? In kaj vas je pri tem najbolj motiviralo? Ali je bilo to zato, ker ste si nečesa želeli od te osebe, ali je bilo to zato, ker vam je bila ta oseba simpatična? Kaj je bil motiv za tem? In še eno zanimivo vprašanje. Kaj ste se v tem času o sebi naučili? Velikokrat raziskujemo duhovno plat, osebnostno rast, pa čustveno zrelost, pa to, pa ono, pa se želimo tega naučiti, pa onega naučiti. Ampak velikokrat se pozabimo sebe učiti, sebe raziskovati, sebe spraševati. Kako bi, če bi zdaj padli na Mars, vi Marsovcem dali navodila za uporabo vas? Ko gremo denimo na področje akvaristike, nam dajo ribice in nam točno povejo, kakšna temperatura vode mora biti, koliko mora biti tega, onega, tretjega v akvariju, kakšna prst, kakšne rastline, katera hrana. Se pravi, če bi bili vi zdaj ta ribica, kako bi vi opisali svoja navodila za uporabo sebe? No, kaj ste se o sebi naučili, pa se nadaljuje z vprašanjem, kako ste se počutili, kako ste se nekako večino tega časa, tega obdobja počutili. In še malo bolj specifično bomo vprašali, kako ste se fizično počutili, se je vaše zdravje spremenilo, vaše počutje spremenilo. In seveda me bo zdaj zanimalo še, kako ste skrbeli za svoje zdravje in bomo pričeli pri gibanju. Mi dejali, da ste se dovolj in pravilno gibali. In moja Iza vsak teden posebej pove, ker pač ima težave s hrbtenico in krpalnim kanalom, da je treba na 45 minut sedenja stati, se pravilno raztegniti, ne samo stati in crkniti malo kave in iti na WC, ampak se raztegniti, pretegniti. Veliko lahko naredimo sami, da upočasnimo tudi napredek artritisa in tako naprej in tako naprej. Ampak tukaj ne bom pametovala, tukaj me bo samo zanimalo, koliko časa ste namenili kvalitetnemu gibanju, kvalitetni prehrani, koliko dejansko je bila vaša prehrana zdrava in v kolikšni meri hitra, vnaprej pripravljena, mogoče ne najbolj negovalna za naše telo. Zanimalo me bo seveda tudi, kako je izgledal vaš počitek. Ste dobili dovolj kvalitetnega spanca, dovolj časa za sprostitev, zato da ste razbremenili svoj svoje telo, svoje emocije. No, zanimalo me bo tudi, ali ste šli na kakšen konkreten pregled, preventivni, sistematski in tako naprej. Kaj je pravzaprav tisto, kar ste pa mogoče tudi s pomočjo znanosti, zdravnikov, strokovnjakov pregledali pri sebi in vse ostalo, kar vam pride na misel, kar bi lahko uvrščali seveda na področje zdravja. Ste odkrili dejavnost ali vadbo, ki vas resnično veseli? Ste v tem času odkrili nekaj, v čemer je vaše telo, ko je bilo v gibanju, resnično uživalo? In še tisti, ki vam hodi, še veste kaj po glavi, cool. Me veseli za vas. Izvrstno.
katerimi zdravstvenimi izzivi ste se soočili in kako? In katere zdrave navade ste vzpostavili in katere vam niso uspele, me bo zdaj zanimalo. Kaj pa je tisto, čemur pa mogoče res niste mogli reči ne, ali kaj je tisto, pri čemer resnično morda vam ni uspelo vztrajati. Kako se je v tem času spremenil vaš odnos do hrane ali prehrane? Na splošno. Tudi mi se razvijamo, kot dojenček imamo popolnoma drugačne potrebe kot malček, kot najstnik, kot odrasel človek, kaj šele kot starejši odrasel človek. Se pravi, kaj je tisto, kar vidite, da morda vašemu telesu več ne prija, kaj je tisto, kar se je spremenilo. Kako pogosto ste preverjali potrebe svojega telesa? Vsi tisti, ki si zdaj le mislite, kva težiš, zameni že temo, se mi zdi, da mogoče malo premalo. In še zadnje vprašanje glede zdravja. Kaj ste se naučili o moči in omejitvah svojega telesa? Kaj je tisto, kar morda danes ne zmorete več, pa včasih ste? In kaj je tisto, kar morda pravzaprav zmorete, pa imate občutek, da ne? In zdaj še nekaj vprašanj za naprej, se pravi, da ne bomo čisto preveč usmerjeni samo v preteklost. Kje in zakaj je najbolj potrebna sprememba? Če zdaj pogledamo tele odgovore, ki so se ubadale z našim zdravjem, fizičnim počutjem, duhovno rastjo, osebnostno rastjo, čustveno zrelostjo, odnosom do sebe in tako naprej, izzivi, izobraževanjem, spretnostmi, se pravi, sem se resnično potrudila pokriti vsa področja življenja, kajti velikokrat se osredotočamo samo na tisto, ki je bilo najbolj v ospredju, se pravi, denimo, da smo zboleli, bomo najbolj govorili o zdravju, če smo se ločili, bomo najbolj govorili o odnosih, če smo menjali službo, bo seveda to fokus naše pozornosti. Torej, jaz mislim, da smo pokrili vse. Kje bi dejali, da je najbolj potrebna sprememba? Na katerem področju pa bi radi napredovali? A veste, nekje včasih potrebujemo zgolj spremembo, nekje pa resnično si želimo napredovati, učiti, biti bolj aktivni, biti bolj uspešni, biti bolj biti bolj avtentični, biti bolj samozavestni, biti bolj suvereni. Kje je to za vas? Kje je tisto, kar si mislite, wow, to pa jaz bi? Katere majhne, ampak trajnostne spremembe lahko naredite za izboljšanje svojega življenja? Včasih je dovolj že nekaj zelo malega, da se spremeni naše življenje. Včasih je dovolj neka majhna drobcena navada, da si zjutraj sami sebi rečete dobro jutro, da sami sebe objamete, da sami sebi rečete oprosti, ker sem bil tečen, oprosti, ker nisem poskrbel dovolj dobro za tebe, za sebe. Spravi, včasih so lahko zelo drobcene stvari, kot je kozarec vode zjutraj. Če ste preveč zaspani in mrtvi, ko se zbudite, da bi užemali limono, vsaj kozarec mineralne vode, pa verjamem, da lahko spijete in vaše telo vam bo zelo hvaležno za to, namesto direkt sužilo kavo. Se pravi, ogromno drobnih, majhnih, ne preveč zapletenih navad lahko vpletemo v svoj vsakdan, naj pa temeljijo na vsemu temu, kar se je v preteklosti izkazalo, da je nekako potrebno spremembe. In še zadnje vprašanje, kako boste sebe imeli bolj radi? Kako boste pravzaprav vi sami sebe malo lepše tretirali, bili do sebe bolj nežni, bolj prijazni? Kako boste sami sebe čim večkrat objeli in si povedali, da ste super? Kako boste morda se nehali kritizirati? Vsi se včasih pogledamo v ogledalo in nas moti vse živo. Se pravi, kako boste sami sebe od tega trenutka naprej imeli bolj radi? Naj bo to zaključek in iztočnica, jaz mislim prav vsak dan življenja. To je zelo kvalitetno vprašanje, zelo pomembno vprašanje in prav nič sebično vprašanje. Ne govorimo o tem, da boste postavili zdaj vse druge na drugo mesto in bili zlobni, govorimo o tem, da če mi ne vemo, kaj nas osrečuje, potem po tej sreči ne bomo znali poseči. Torej, ob zaključku bom še enkrat ponovila, upam, da se boste tole vprašanje ali vsaj nekaj izmed njih čim bolj pogosto postavljali, kajti vi ste tisti, v katerih se skriva odgovor. Vsi odgovori so v nas, to beremo v knjigah, to poslušamo v podcastih, dajmo se to naučiti implementirati v naše lastno življenje.